v raznih nagradnih igrah. Tokrat sem dobil nagradni polet s helikopterjem in kredarico. To bo moj drugi polet s helikopterjem. Vsake nagrade je človek vesel. Tudi tega poleta sem se razveselil, tako da jaz upam, da bo super. Že od malega si želim poleteti z helikopterjem ali s kakšnim drugim letalom. Ta današnji polet sem pa dobil kot darilo za 20. dan od bratranca, ki je bil žveben na Facebooku, vendar danes ni mogel se udeležiti tega, ker ima službo. Ja, najprej, ko sem bila izžrebana, sploh nisem niti registrirala na Facebooku. Sicer pa tudi komaj čakam, da bomo zleteli, zato ker sem ful navdušena nad vojsko, pa sem že tudi šla na usposabljanje, sicer ga nisem zaključila, ampak še želim nazaj v vojsko. Pa sem tudi ful presenečena, da sem bila izžrebana, pa res komaj čakam, da bomo šli. Trenutno na Kredarici menjavamo meteorologe, peljemo novo posadko, ki tukaj dežura, in hkrati še vsa materialna sredstva, se pravi hrano in opremo, ki jo rabijo za svoje delo. Ta helikopter je večnamenski za različne namene. Rabimo ga tako kot za šolanje novih pilotov, in sicer bolj za prešolanje na tip helikopterja in pa kakšne posebne naloge, recimo za gorske reševalce. Z njim delamo tudi službo za iskanje in reševanje v gorah. Vse možno, še gašenje požarov mogoče omeniti, prevoz tovora, potnikov. Vse te vojaške naloge, ki zraven pripadajo, se pravi streljanje, raketiranje, desentiranje. Helikopter prazen tehta približno z 1 palca, 3 tone pa pol maksimalno lahko nese, pa 5 ton pa pol, se pravimo cirka 2 tone uporabnega tovora, ki je lahko ali gorivo ali tovor oziroma potniki. Specifika recimo pristanka na Kredarici je še ta, da smo visoko, in to spet vpliva na performanse helikopterja, se pravi visoka temperatura, višina, vlažnost zraka in tako naprej, ki pripomore k temu, da se ona maksimalna masa, ki lahko dvignemo, zmanjša. Kar na jok mi gre, da. Fajn, ne, od sreče. Ful je bilo fajn, res. Super je. Ja, ful fino, najprej ni tako izgledalo, ker smo se bolj naravno spedali. Odlično, ne? Še bi bilo zajeti. Nahajamo se na najvišji meteorološki postaji, Kredarica, 2511 metrov. Postaja je specifična zaradi tega, ker se ukvarjamo z snežnimi padavinami, lavini, plazovi. Tle so tudi ekstremne razmere, tako da je dosti ročnih meritev. Smo 3 ekipe, ki se menjamo praviloma vsakih 10-11 dni. Je pa to mešana postaja. Polovica je od Arsota, polovica pa od Slovenske vojske. Tako da je en vojak pa en civil vedno prisoten. Imamo pa, proslavljamo 60-letnico postaje. Super! Bilo je odlično, pa še šla enkrat. Kadarkoli, zmeraj gremo.